Kadar se v decembru naredi ena taka lepa nedelja, si jaz zmeraj podarim kolesarski izlet. Tokrat spet z mountain bikom in spet malo na Kras. Šel bom predvidoma gor do Kostanjevice in tam nekje obračal, vmes pa pokazal par lepih makadamskih poti na Krasu. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Vreme je super lepo, ni pa prav popolnoma sončno, tako v zraku so take meglice in kaže, da bo od juga prišla neka oblačnost, ampak ob 11. dopoldan se je segrelo do 7 stopinj Celzija in jaz sem krenil na pot. Iz Nove Gorice sem se odpravil južno proti Šempetru in nato čez Vrtojbensko polje. Po 10 kilometrih vožnje sem pa že v Mirnu. Kras je že na dosegu roke, tako da se prav veselim prvega vzpona. Obljubim vam, da bom naredil lepo progo, tako, ki bo primerna za ponavljanje. Kogarkoli to zanima, lahko pogleda dol od spodaj v opis videa, kjer bom pustil link do svoje Strave. Še par 100 metrov asfalta, potem pa zavijem desno na protipožarno preseko. Ta protipožarna preseka je naša najnovejša pridobitev na Kras. Pot so uredili po tistem velikem požaru izpred 3 let, tako da je narejena popolnoma na novo, zelo lepa, brez kakršnih koli poškodb in ovir. Ta vzpon je dolg 3,7 km, na njem pa se dvigneš za 334 metrov, kar pomeni točno 9% povprečni naklon. Ampak to je povprečje. Vzpon je v prvem delu dosti bolj strm kot v drugem, tako da se tle v začetni fazi dviguje procent tudi tja do 12. Je pa v redu, ker te fajn se greje, tako da bi verjetno tle gor lahko šel tudi v kratkih rokavih, tako mi je toplo. Tako po 1 kilometru je na levi strani ena taka lepa razgledna točka, pa se ustavim in vam pokažem razgled na Vipavsko dolino in Novo Gorico. Tako izgleda tale prečudoviti razgled na spodnji del Vipavske doline. Tam od zadaj sta Šempeter in Nova Gorica, v zadju pa vidimo zasnežene hribe, naravnost Krn, bolj levo sta Kanin in Montaž. Tako vmes tukaj ta črn je pa Matajur. Je pa krasen razgled. Res lepa lokacija, tudi če bi kdo prišel samo na sprehod 1 kilometer malo vzpona, pol pa tle posediš in se odpraviš nazaj dol. Jaz pa zdaj lepo naprej po tej protipožarni preseki. Upam, da mi bojo pri vseh teh silnih naklonih zdržale špice. Prejšnjič, ko ste videli v videu, mi je od zadaj počela ena in to sploh ni tako poceni štos. Jaz imam namreč tubeless, tako da ko ti menja špico, ti mora zamenjati še noter tisti trak na obroču, pa novo mleko dolije, plus njegovo delo. 42 € je bil račun, tako da si ne želim, da mi prav malo poči še kakšna. Po par 100 metrih sem pridobil že toliko višine, da se je med zasneženimi hribi pokazal še Triglav. Se prav ustavim na hitro, da vam ga posnamem. Prišel sem v drugi del vzpona. Tukaj se je naklon kar občutno zmanjša. Pade tako na 5, 6, 7. Tako da je prav super, se lahko malo nadihaš. S tem položnim delom sem opravil, zdaj me pa čaka še tretji, zaključni del vzpona, ki je pa spet malo bolj strm, približno tako kot v prvem delu. Tukaj bi bila pa skoraj ena ovira, drevo se je zrušilo, ampak se da lepo priti mimo. Je pa ena stvar, ki je na tem delu poti neskončnokrat boljša kakor v toplem delu leta, in to je to, da ni muh. Prav na tem območju
so ponavadi neke konjske muhe, neki obadi, jaz ne vem kaj. To te napada, ne moreš se obraniti, te šopne skozi dres in najprej bolečine niti ne čutiš, samo malo srbi, pol kasneje pa 14 dni bula, rdeče, srbi, praskaš in se ne moreš znebiti. Tako da zdaj decembra pa te nadlege ni, že zaradi tega je fenomenalno. Še 500 metrov do zaključka vzpona. Super, in tle na vrhu še en izpostavljen predel na soncu, tako da bom poslikal svojega gorskega. Zdaj sem prišel že toliko naprej, da dol pod sabo vidim Renče z opekarno in jezerom, kjer je bil nekdanji glinokop, v ozadju pa še zmeraj Triglav. Je pa to v tem delu poti zadnji razgled na Vipavsko dolino, zato ker zdaj bom tle zavijal desno noter v notranjost Krasa proti Kostanjevici. Se pa tukaj tudi lepo vidi, kako je vse označeno s temi tablami, tako da ne moreš zgrešiti poti. Jaz grem tle za Kostanjevico 3 km. Ja, se pa vidi morje dol na drugo stran. Tudi super razgled. Cesta se je v začetku kar konkretno spuščala, zdaj pa, ko se je vse skupaj umirilo, je pa tisti tipični Kras. Gor dol, gor dol. Veš, in tutle, to je vse gorelo, vse je požgano od velikega požara 2022. Ali pa vidiš, ja, tudi take oznake so, za razliko od tistih navadnih lesenih količkov. Vidim, da so tudi te rdeče, ki so bolj standardne kolesarske. Oblekel sem se kar v redu, nič me ne zebe, ni mi prevroče. Tole imam tale dres znamke Sirocco. Če koga zanima, lahko izkoristi moj link ali pa kodo RBASLO, da dobi 10% popust. V opisu videa je pa tudi koda za popust na te očala Revorej v višini 21%. Prišel sem do Kostanjevice na Krasu. Je pa tle v Kostanjevici na Krasu ena zelo lepa cerkvica, tako da se splača ustaviti za 2 minuti pa narediti eno fotko. Sem pa tukaj na najbolj oddaljeni točki svojega današnjega izleta. In tukaj na števcu vidim, da imam točno 20 km in 408 višincev. Tako da s kilometri sem nekje na pol poti, višincev bo pa do konca proge še kakšnih 100, več ne. Zapuščam Kostanjevico in potujem nazaj v smeri proti Mirnu. Na tem delu poti je prav tak fin in utrjen pesek, da bi se lahko peljal v specialko. Zelo lepo. Bom izkoristil ta lep del poti, da še nekaj pregriznem. Spet sem naletel na en vzpon. Ampak ta ne bo tako hud, 1 kilometer je dolg, na njem pa se dvigneš za 56 metrov, se pravi 5,6%.
Približno na polovici tega vzpona sem se pripeljal do Borojevičevega prestola. Gre za eno tako lepo spominsko obeležje iz Prve svetovne vojne, posvečeno generalu Borojeviču. Preverim še špice na brzino, če je vse ok. Zaenkrat ni nobena počena. Z vzponi sem pa tudi zaključil, tako da danes ne bi smelo biti več kakšne dodatne smole. Saj ima fant puško. Nisem sicer prepričan, kaj lahko on zadane tako med vožnjo, ampak okej, naj se zabava, če mu je tako fajn. Zdaj sem pa prišel na eno malo bolj grdo stezo. Tukaj se še nisem vozil. Jo pa poznam, zato ker sem tukaj hodil že peš. Tako da je daleč od tega, da bi bil izgubljen. Upam, da se nisem prehitro veselil, da so vse špice cele, ker tudi tukaj je kar precej divje. Prišel sem ven na asfalt in tukaj naletel na en tak zelo lep kamnic spomenik, v ozadju se pa vidi še pomnik miru na Cirju. Je pa asfalta samo 100 metrov in spet zavijem desno na makadamsko pot. Super, super krog. Kar metalov to drevje dol. Je očitno bilo fajn neurje. Pa itak so ta drevesa vsa švoh, ki so bila požgana. Tega bo treba prav osebno premagati. Ja. Kdor ima tukaj dovolj makadama, se lahko spusti po asfaltu v Miren. Jaz bom pa tukaj čez 300 metrov zavil levo in vam prikazal progo, kako se lahko spustiš po makadamu v Miren. To je tista pot, po kateri jaz ponavadi plezam gor na Kras, ampak je tudi za dol čisto okej. In seveda tukaj te spet pričaka fenomenalen razgled na Vipavsko dolino, na Mirenski grad in v ozadju Krn. Pa sem spet v Mirnu in zdaj imam še približno 12 km do doma. Za zaključek vam pokažem še en super ozek mostiček, kjer moraš biti res strokovnjak, da prideš čez. Vidiš, moja belanca je širša od ograje tega mostička, tako da moraš dvigniti kolo in ga po zadnji gumi peljati čez. Pol prideš pa do teh trikotnih ovir, ki so pa tudi ožje od belance. Še najboljša varianta je ta, da imaš dvignjeno sprednjo gumo in belanco malo po strani. Je pa tole drugače reka Vipava za tistega, ko ne ve. Te dva sprehajalca sta me pa prav lepo prijazno čakala, da pridem na drugo stran, ko sta videla, kako se matram iti čez mostiček. In tukaj na teh stopničkah navzdol mi pa kolesa ni uspelo več zadržati, tako da je zgrmel par metrov navzdol. Hvala. Je tako naroden ta mostiček tukaj, ampak je uspelo. Je pa komod. Ja. Hvala, čau. Ja, res je naroden ta mostiček. Zdaj, tako ko razmišljam, bilo verjetno boljše, da bi šel po asfaltu, ampak ajde, sem si zaželel še malo več makadama in sem ga dobil. Gledam pa kolo in nima nobenih poškodb, tako da je vse okej.
V glavnem imel sem super izlet, poln dogodivščin, po poti vidiš marsikero zanimivost, tako da kdor želi, res priporočam, da izlet ponovi ali pa naredi kakšno svojo še boljšo variacijo. Jaz vam želim varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.